Zdravo, danes bomo govorili o izkušnjah oziroma preizkušnjah, ki jih dobivamo v življenju. Zdaj, vsak človek je na svojem področju šibek, kakorkoli. In recimo temu, da nam življenje da neko preizkušnjo ali pa izkušnjo, skozi katero se bomo nekaj naučili, mogoče ne prvič. Če se prvič ne bomo naučili, nam bo to izkušnjo ali pa preizkušnjo dal ponovno. Mogoče čez en mesec, pol leta, 2 leti, ne vemo. Zdaj pa, nekateri ljudje določeno preizkušnjo dobijo in jo mogoče niti ne potrebujejo v življenju in jih niti ne zamika. Ali pa neka situacija, ko imajo neko priložnost in jih mogoče niti ne zanima, ali pa jo niti ne vidijo. In zdaj, izkušnje, preizkušnje, priložnosti, vse to v življenju dobimo. Ni pa nujno, da bomo videli. Lahko v isti situaciji neka oseba vidi neko priložnost, vidi nekaj, skozi kar bo zrastla, nekatere osebe pa pač ne. Zdaj pa, so ljudje, ki enostavno čutijo, da morajo nekaj storiti, ker samo na tak način, če bodo sami doživeli neko situacijo, vejo, da bodo lahko zrastli. So pa ljudje, ki isto situacijo vejo, da jo ne rabijo, ker pač niso tak tip človeka. Zdaj, situacije so lahko različne, preizkušnje so lahko različne in tudi priložnosti. Zdaj, recimo, nekdo bi lahko dobil neko poslovno priložnost, ki bi bila nekomu izredno zanimiva, nekateremu pa niti ne, ali pa niti ne bi opazil. In zdaj si bomo pogledali en posnetek in najprej vam bom spustil posnetek, brez da vam karkoli povem. Poglejte si posnetek, pa bomo potem nadaljevali. Ok, posnetek ste si pogledali. Zdaj pa, nekateri so videli neko priložnost, nekateri ne. Kaj je zdaj v tem primeru priložnost? Nekaj nenavadnega, nekaj, kar se je zgodilo, pa mogoče niti niste opazili, nekateri pa so. Zdaj vas bom malo zmedel in vam bom rekel, opazujte gospo v rdeči obleki. Ok? Posnetek bomo ponovno spustili in opazujte gospo v rdeči obleki. Gremo. Ok, nekateri še vedno niso opazili nič nenavadnega, nekateri so zdaj v drugo opazili nekaj nenavadnega. Tisti, ki pa niste opazili še vedno nič nenavadnega, vam bom pa zdaj rekel, glejte gospo v rdečem, ampak glejte pred njo, kjer pride iza nje en gospod. Na levo stran ekrana bo hodil in bodite pozorni na to točko. Dajmo si še enkrat pogledati isti posnetek. Ok, 3krat smo šli že skozi isti posnetek. Nekateri so to opazili prvič, nekateri drugič. Verjemite, nekateri tudi tretjič ne opazijo, kljub temu, da jim nekdo pove, kaj opazovati. Zdaj bomo dali počasen posnetek, pa še obkrožil vam bom, da boste videli, kaj gledati. Dajmo si pogledati. Ok, zdaj verjamem, da ste vsi opazili nekaj nenavadnega. Zdaj pa, v našem življenju imamo ravno tako priložnosti, možnosti, izzive in nekatere stvari v življenju ne opazimo. Zdaj, mi smo v življenju dostikrat fokusirani na eno stvar in druge stvari gredo mimo, ker nimamo fokusa na to stvar. Zdaj, kamera zajame več stvari, kakor vidimo, kamera je to posnela, ampak naš fokus je bil drugam.
In isto je v življenju. Če si nekaj želimo doseči v življenju, je pomembno, kam je naš fokus. In če je naš fokus na neko stvar, nam vse priložnosti, izzivi, stvari, s katerimi bi lahko rastli, pa ne rastemo zaradi tega, ker ne opazimo tega, mogoče nek nov človek, neka oseba, ki bi lahko skozi njo zrastli, enostavno, ker nimamo fokusa na to, gre to mimo, spregledamo. In kar vam želim tukaj povedati je, da priložnosti, ki jih želimo dobiti v življenje, je najprej pomembno, da vemo, kaj želimo imeti v življenju, da svoj fokus usmerimo tam. Druga zadeva pa je, ali bomo to priložnost, ki jo bomo opazili, izkoristili ali ne. Kakor sem prej povedal, nekatere stvari, nekateri ljudje ne potrebujejo več izkušnje, te preizkušnje, ker mogoče ali so jo že predelali, ali pa jih je preteklost učila v tej smeri, da tega ne potrebujejo. Lahko je tak primer kakšna substanca, lahko je tak primer, recimo primer je lahko skok s padalom. Nekateri si to želijo doživeti in morajo doživeti, ker pač čutijo, da so taki ljudje. Obstajajo pa ljudje, ki tega v življenju ne bodo storili, ker imajo mogoče nek strah. In če si tega ne želijo premagati, tega strahu, tega pač ne bodo naredili. In s tem ni nič narobe. Pač niso taki ljudje. In ne želimo si vsi ljudje istih stvari na tem svetu. Tu smo tudi že v prejšnjih videih povedali, da različni ljudje želimo različne stvari. Zdaj pa od nas odvisno, kam bo naš fokus, kaj se bomo osredotočili in kaj bomo opazili in kaj bomo izkoristili. Tako da bodite pozorni v svojem življenju, kaj si želite doživeti in bodite pozorni na priložnosti in izzive, ki jih boste dobili in kasneje mogoče tudi sprejeli in uresničili. Lep dan vam želim. Čau!